sonce dovolj nizko, se naše sence dotaknejo. Štric hodimo, dobre kamne pobiramo, same dobre kamne za sebe odbiramo. Štric hodimo, sanjamo, da nekje drugi usporednost, nekaj drugega pomeni. Dobre kamne pobiramo, same dobre kamne za sebe odbiramo. Štric hodimo, sanjamo, da nekje drugi usporednost, nekaj drugega pomeni. Hvala gospodu Metodu Banku za njegov uvod v naš kulturni večer. Lep pozdrav v imenu Galerije Družina. Dobrodošli na otvoritvi likovne razstave, preglede likovne razstave, gospe Polone Petek, z naslovom Prostorska barvna artikulacija figur. Dovolite, da vam samo preberem nekaj podatkov o umetnici, ki jo gostujemo, in na to gremo naprej na bolj strokovni pogovor med umetnico in kritikom. Polona Petek, rojena 1970 v Freiburgu, se je šolala in v Nemčiji in v Sloveniji. Obiskovala je drugo gimnazijo v Mariboru in leta 1994 diplomirala na ALO, akademiji pri gospodu Janezu Berniku in profesorju Tomažu Brejcu. Leta 2009 je pa zaključila magistrski študij specialko pri slikarstva pri profesorici Nadi Sponik in profesorici Meti Krašovec ter risbe pri profesorju Gustavu Gnamušu. Seveda deluje kot samozaposlena v kulturi in je tudi, če se ne motim, predsednica Društva likovnih umetnikov Maribor. Je bila večkrat nagrajena, njena dela so tako v javnih kot v zasebnih zbirkah po Sloveniji in tujini. Imela je mnogo izbranih samostojnih in skupinskih razstav, živi pa in ustvarja v Zatovičju. Tako da predajam besedo gospodu Mariju Berniču Todeli in umetnici gospe Polone Petek. Spoštovane gospe in gospodje, zares mi je v čast in veselje, da vam lahko danes predstavim akademsko slikarko, magistro Polono Petek. S Polono se poznava in sodelujeva že vrsto let, lahko bi celo rekel nekaj desetletij. In Polona vedno znova preseneti svojim pozitivnim, optimističnim pogledom na svet in na življenje. In kot sem že v uvodu v besedilo zapisal, je Polona tista, ki ceni družinsko življenje, ki ga tudi upodablja in ceni druženje ljudi, ki so v neki določeni situaciji, katero verjamem, da imamo vsi najraje, to je relaksacija v naravi.
pa tudi relaksacija v kakšnih urbanih okoljih. Na tej razstavi se predstavlja z manjšo retrospektivo. Ena dela so v bistvu iz zgodnjega, srednjega in najnovejšega obdobja. Pri tematiki se je nekako osredotočila na te skupinske figuralne kompozicije, ki pa jih umešča v naravo. Zanjo so značilne tudi samostojne krajine, ampak tokrat je zmeraj vsako kompozicijo uvrstila figure, ki so lahko portretnega značaja, lahko pa so čisto anonimne. Ampak v vsakem primeru so to ljudje, ki se radi družijo med seboj, med katerimi ni vidnih konfliktov, ki uživajo življenje in uživajo to, da so lahko skupaj, da so lahko na soncu, da so lahko v miru. Zdaj v tej situaciji, ko vsi gledamo v zrak, če bo kdo spustil kako bombo atomsko nam na glavo, je takšna sporočilo umetnice, mislim, da je zelo, zelo dobrodošla. In kaj ne rečem, če bi Adolfa Hitlerja sprejeli na akademijo na Dunaju, verjetno ne bi bilo druge svetovne vojne. Torej, umetnost je tista, ki ljudi dejansko plemeniti in jim lahko jih seveda plemeniti, če bi destruktivna, ampak pri Poloni petek tega ne bomo videli. Videli bomo čudovito sproščeno atmosfero, tako kot na tokratni razstavi. S Polono se bomo malo pogovorila o njeni specifični tehniki, kajti kot ste že sami opazili, so te slike nekoliko drugačne, barvni nanosi so drugačni, grundi oziroma podlage so drugačni, pa tudi zgodi se sem in tja, da nekaj površine slikovne niti ni poslikane, kar pa ni pomembno, zaradi tega, ker Polona združuje slikarstvo in risbo, iz tega tudi magistrirala, kot smo slišali, tako da je to zanjo v bistvu eno in isti medij, ki ga uporablja na svojih platnih. Polona, povej mi, jaz sem bil zelo presenečen na začetku, ko sva se spoznala, da si poslikala oziroma najprej porisala z pripravljalnimi skicami, potem poslikala platno na zadnjo površino. Če gremo gledati, recimo, bomo videli, da je bel grunt je zadaj, ne delati tega, prosim, samo jaz lahko naredim. Bel grunt je zadaj, morate mi verjeti, tukaj je pa porisano in poslikano, torej ta zadnji del, ki v bistvu se zdi, kot da ni grundiran, ima to sivo barvo in ta siva barva je, recimo temu, učinkuje zelo grafično. In kljub temu, tej sivini, ki je praviloma nekromatska, torej ne pestra, so njene slike učinkujejo pestro. Zakaj? Zaradi tega, ker Polona na nek način smatra, da je tudi, da so grizajni odtenki, torej črno, sivo, beli odtenki, pestri kromatski. In to tudi izraža na svojih slikah. Polona, kako si prišla do tega, da obrneš platno oziroma grunt skriješ, tako rekoč, poslikaš negrunirano platno in še neke posebnosti so. Če greste blizu teh slik, boste videli, da je Polona na vsako sliko narisala to omrežje. V renesansi so umetniki to počeli na malo drugačen način,
tako da so skozi mrežo gledali na nek že določen motiv in so potem nekako usmerjali te svoje kompozicije z ozirom na omrežje, ki se je pred njihovimi očmi razprostiralo. No, Simona je obrala eno drugo pot in je na ta način si po eni strani olajšala kompozitorsko razporeditev njenih figur, njenih objektov v naravi, njenih stavb v raznih vedutah mestnih. Hkrati pa je na ta način tudi ustvarila eno posebnost, eno grafizem, ki je samo njen. Torej, Polona, kot ti ta ideja za takšno obravnavo platna? Pravzaprav se ne spomnim točno, da je to ugotovila, da je dosti bolje, če obrnem plat. Ampak se že kasneje je govoril, da ga je groza belega platna. In v bistvu gre se za to, pravim to, pravi obrnjeno platno, kasneje se je kupka že transparentno blondiralo platno, ali pa se je blondirala seveda s sivo, zato ker mi ta nevtralna podlaga omogoča, da z barvnimi niansami postopoma gradim globino. Globino in prostor in postopoma vlečem, se pravi, objekte. Ker meni je bistveno, ker črpam iz tega bazena, tako nesmočno potekov, smo sposobni videti, v resnici smo sposobni videti več milijonov različnih barvnih nians. In tu je tisto, v bistvu, ozira tisto moje navdušenje v naravi, ki to vse bogatstvo opazujemo. In tu želim jaz ne kot fotografija, ki neselektivno beleži čisto vse, ampak želim potem postopoma iskati tiste nianse, tiste barvne kombinacije, ki potem ta motiv odkrijejo oziroma to zgodbo za motivo. No, že na prvi pogled se spostavi en vtis globinsko-prostorske iluzije. In ta globinsko-prostorska iluzija, ki jo ti ustvarjaš, ima različne metode. In recimo, najprej bi omenil morda to toplo-hladno kontrastiranje topljimi in hladnimi barvami, ki že na prvi pogled ustvarjajo to nekako globinsko perspektivo, ampak ta globinska perspektiva ne bi bila tako izrazita, če ne bi ti uporabljala ene zanimive, torej potezne sisteme. To so tele lise, madeži, točke, ki asocirajo na pointillizem ali punktualizem. To je ena postimpresionistična veja, kjer so umetniki znanstveno z točkami, s primarnimi barvami ustvarjali neke skupke, ki so se potem zlili komaj na mrežnici. Ti tega sicer ne počneš, ampak je vtis skoraj enak. Ja, prav, mislim, kolegizem je bil, ne strašno všeč, ampak mislim, da jaz pa iščem malo večje parcelice za posamezne odtenke, da pridem malo bolj malo večje prostrice za te moje barvne nianse. In te poteze v bistvu nizaš, iz njih nastajajo neke oblike, ki pa niso zmeraj zaključene, ampak se tudi prelivajo. Po drugi strani pa recimo je en tudi najbolj očitnih metod tega globinskega učinkovanja, tako imenovane versteckte formen. To izvira še iz srednjega veka,
zakrite oblike, ki na nek način se lahko nizajo ena za drugo v neskončnost. To je ko sem že povedal, recimo tudi srednjeveških sistemov, kako nekako prodreti v globino. Po drugi strani pa seveda eden najbolj tudi očitnih sistemov prodiranja v prostorsko globino, to je pomanjševanje likovnih objektov. Tisti, ki so dlje, so manjši, tisti, ki so bližji, so večji. To je očitno tale, kakor se tudi imenuje, slika modri ležalnik z letalskim mitingom in se potem vse manjšajo, tako kot recimo letalo je najmanjše, ker je tudi najbolj oddaljeno. Ta slika, ki si jo izbrala za čelno steno, je morda najbolj značilna zate. Tukaj se vidi tudi ena druga posebnost, namreč, kot sem že prej omenil, da ne poslikaš celotne slikovne površine, ampak da nekaj pustiš tudi v obliki rizme. Tule imamo oglje, mislim, da je tam nekaj svinčnika in skratka kombinacije, zato da dobiš nekakšno toniranje. Ta temačnost je bližja, lahko bi temu rekli svetlobna perspektiva, v obratni smeri. Ti imaš te temne tone, imaš bližje od tvojih svetlih. No, in kar je še morda tu ni tako izrazito, ampak je pa značilno za tvoje slike, da imaš zelo rada, zelo nizek horizont. Recimo tukaj, nekako potem v sosednjem prostoru boste videli Bartolano, kjer je Polona odrezala zgornje dele teh jadrnic, tako da se zdijo, kot da lebdijo nekako v nekem brezprostorju. Skratka, ta visok, horizont, zdaj v bistvu imamo čudovit izraz v slovenščini, obzorje. To je visoko obzorje, hkrati tudi ustvarja vtis prostorske iluzije. No, tudi to je nenavadno, da puščaš dele slik neposlikane, da ohraniš to, recimo, skico, ki bi človek pričakoval, da jo boš poslikala, ampak zate je samo zadostna risba na platnu v kombinaciji z barvami. Ja, v bistvu ravno zato izberem tako tonirano podlago, to je že ta prostor, iz katerega potem dodajam, vlečem in v bistvu so ustvarjam že. Takrat, ko potem na neki točki se zdi, da se stvari zaokružijo in da je zgodba pogledana in da ne potrebuje več. V tem primeru niti nisem se končala tukaj pri oblakih, enostavno se mi zdi dovolj. Umetnik se čuti nekak. Tvoje kompozicije so praviloma statične. Ljudje stojijo ali pa se gibajo zelo počasi, za izjemo tega, ki kajta, če se ne motim. Se pravi, z gugalnico skačem v vodo. Torej se bo zmočil, ja, v naslednjem trenutku. No, to je izjema, drugače so pa ljudje zelo togi, ampak kljub temu, prav zaradi te igre barv, ki se včasih zdi kot kaleidoskopska igra, prav tukaj imamo eno takšno kristalinični vtis. No, in med tem, ko je pa narava, učinkuje pa razgibano. Človek bi rekel, da vse čas veje nekakšen veter
ali pa morda celo, da se ta razgibana voda tudi nadaljuje nekako v zgornje sfere. Zate je zelo redek pojav, da bi nekako artikulirala tudi nebo. Nebo je prav tako statično, morda celo bolj statično od ljudi, ki so na Zemlji. Zakaj je tebi nebo tako statično? Ima to kakšno transcendentno simboliko morda? Ja, čeprav moram reči, da naprimer pri testih črta samajca, pa ponavadi se mi zdi, da moram tudi vsak košček te glave začutiti nekako, da je sestavljena, da ne gre kar pošljika z eno barvo, ne morem enostavno, ko se ne bavim. Nebo je v bistvu zame ni posebej motivno, bolj se osredotočam na ljudi. Tako da ne bo da samo ljubila, ampak moram pa res povedati, da je res, ko pa ga naredim, je pa sestavljeno. Tudi v nebu je življenje. Tudi Ampak največ življenja je poleg seveda teh človeških množic nekako zmeraj v tvojih vodah. Voda je razgibana, voda je polna, čeprav ne vidimo rib notri, ampak vemo, da se premikajo, da skačejo, da je neka gibanja. Ja, namensko se zdaj lotevam v zadnjem času, ker mi poleg barve še veliko pomeni linija, ampak ta dva elementa je zelo težko uskladiti. In linija in barva po svoje sta nekje nasprotni bregovih, ampak linija je tista, ki za te zanima in ponavadi, in zato se lotevam vodnih motivov, to me zdaj zanima v zadnjem času. In sicer tudi ta dinamika linije, to je to, kar s čemer zdaj različam. Praviloma je v tvojih vodah videti zrcaljenje, odraz kopnega. Ampak zdi se, kot da voda kljub vsemu, da se v nje zrcalijo drevesa in grmi in ljudje tudi, da živi svoje lastno življenje, da ni neka kopija, recimo, kopnega, ampak je voda. Voda je lasten element, ki dejansko lahko bi dejali, da obvladuje mogoče celo zemljo kot nek element. Ker tudi v tvojih slikah se vidi ta platnost, ta tridium, recimo ogenj, voda, zrak in zemlja. Zanimivo je pa nekaj, da Kitajci k tem 5 elementom prištevajo tudi les. In tega lesa je tudi obilo na tvojih slikah. Tako da, ja, vsekakor je slikarstvo Polonije Petek izjemno zanimivo, je nekaj posebnega. Vsaka slika zahteva kar dolgotrajno opazovanje, da vidimo vse detajle. Je pa nekaj, seveda, sliko se najprej treba ogledati od daleč in potem se približujemo vedno bližje, da si lahko ogledamo vsak detajl, vsako potezo, vsako senco, vsako obliko, nekatere so zaključene, nekatere so nekako razlite in zanimivo je, prej smo omenjali postimpresionistični pointilizem, kjer se je slika
oziroma kjer so se oblike razlivale, to na mrežnici. Potem pa imamo še en sistem postimpresionistični, to pa je sintetizem ali klozoniranje, torej zapiranje oblik kot kontrast temu zlivanju oziroma razlivanju. Tako da v tebi najdemo obe te prvini, ki sta tudi značilni v tem obdobju specifične umetnostne zgodovine, ki pa jih ti interpretiraš na čisto svojstven lastni način. Jaz se ti zahvaljujem, da si me povabila k sodelovanju po dolgem času, ampak čudovito je resnično videti tvoje slike na stenah, ker največkrat pridem v atelje, listam kot knjigo, ampak slike zaživijo šele dejansko na stenah, galeriji, no in ta galerija družina je zelo lepa. In sem zelo vesel tudi, da se je razširila v sosednji prostor, tako da lahko umetnik kaže veliko svojih del. Hvala tudi vam za pozornost in kaj ne rečem, uživajte v Poloninih slikah. Hvala lepa. Hvala za ta kreativni dialog. Na taljem stegnu ima srčk narisan, poževodce, ki te prepletajo, strasti ognjene se v kite spletajo. Na taljem stegnu pa pušček pisan. Postavljena je v zatišna lega, spodina ima zarezana rjena, da čebele noter pa ven letejo, brez konca futraja svoja zalega. Je za misel dobra tak čebeli paj, ga ni pogleda, da ne bi se zmenil zanj. Je za misel dobra tak čebeli paj, Evgenija, ti si prava mojstrovina. Je všlisala bočno stara leta, te zrihtal bojo, da vsa prenovljena. Svetila se boš v slogu muzeja, Evgenija, ti si prava mojstrovina. Je za misel dobra tak čebeli paj, ga ni pogleda, da ne bi se zmenil zanj. Je za misel dobra tak čebeli paj, Evgenija, ti si prava. Je za misel dobra tak čebeli paj, ga ni pogleda, da ne bi se zmenil zanj. Je za misel dobra tak čebeli paj, Evgenija, ti si prava mojstrovina.
posluhu, šlešal hodeči na vrat, blindarca pod kek studenc, šla mocunje prav. Pleše krulova Marjana, pleše v kranceljah solata, pleše krušna peč pod klancem, gor so se otroke delali, gor so počivali, pijani so ležali. Lana, v rutu črna ruta, leta si božja v glavo, stari hči na koncu njive, priden že pomaga. Pleše krulova Marjana, pleše v kranceljah solata, pleše krušna peč pod klancem, gor so vse otroke delali, gor so počivali, pijani so ležali. 7 suhih let je mil, oslička bom zapregel, se odpeljal po dolin, naokol bom gledal. Pleše krulova Marjana, pleše v kranceljah solata, pleše krušna peč pod klancem, gor so se otroke delali, gor so počivali, pijani so ležali. Dragi gostje, letnica, vse čestitke, razstava je odprta, vabim vas, da si vzamete čas, si pogledate vsa dela, ki jih je veliko, kasneje vas pa vabimo v sosednji prostor.